Dober večer in dobrodošli v oddaji TLM, ki nas bo nocoj popeljala kar nekaj stoletij v preteklost, v tiste davne čase, ko je Maribor komaj začel nastajati. Leta 1164 je namreč mogočni štajerski mejni grof Ottokar III. Na gradu Marburg na današnji Piramidi izstavil listino, v kateri je prvič zapisano ime našega mesta. To je bilo pred natančno 850 leti, zato Maribor letos obeležuje veliko obletnico. Več o samem praznovanju, dogodkih in seveda zgodovini ter začetkih našega mesta pa bodo predstavile današnje gostje. Z nami so Mojca Ljubanšek-Pehant, koordinatorica dogodkov ob 850-letnici Maribora. Pozdravljeni. Pa Mira Strmčnik-Gulič, arheologinja in konzervatorka. Tudi vam lep pozdrav. Večer. In pa Mojca Horvat, višja arhivistka in strokovnjakinja za starejše arhivsko gradivo iz Pokrajinskega arhiva Maribor. Večer. Lepo pozdravljeni. Pa začnimo kar v letu 2014. Maribor letos praznuje takšno častitljivo obletnico in to prav v časih, ko ne živimo ravno v nekih najbolj rožnatih obdobjih Maribora. Kaj pa to pomeni za naše mesto? Jaz mislim, da je pač treba v tovrstnih projektih in situacijah iskati priložnosti in se mi zdi, da to, da praznujemo ravno v tem letu, niti ni tako slabo. Ne glede na to, da je proračunska postavka, ki je namenjena, se pravi, organizaciji prireditev in dogodkov in ostalega relativno majhna, se mi zdi, da je pa mogoče to priložnost, da se bolj povežejo institucije, ki v mestu delajo, da se bolj povežejo posamezniki in moram priznati, zdaj, ko je že kar nekaj mesecev praznovanja za nami, da se je to odlično obneslo, da smo v veliki večini primerov naleteli na zelo dober posluh, da Mariborčani živimo s svojim mestom, da smo optimistični in da mogoče v nasprotju z neko splošno klimo ali pa prepričanjem, da smo bolj drug drugemu favš, da smo raje vsak na svojem vrtičku, kjer grebemo in sadimo svoje rožice, da smo tukaj naleteli na povsem drugačne odzive, za kar se seveda vsem, ki so kakorkoli prispevali in sodelovali doslej, iskreno zahvaljujem in se seveda tudi pri ostalih priporočam za v prihodnje. Kaj so pa bili tisti glavni dogodki, ki so se že zgodili? Začeli smo s praznovanjem v mesecu marcu, ko smo imeli na Maistrov dan, se pravi 29. marca, slavnostno sejo mestnega sveta mestne občine Maribor in isto popoldne oziroma proti večeru tudi en odličen kulturni dogodek z Juretom Ivanušičem, ki je nastopil na balkonu mestne hiše Rotovž z enim monologom Ničesar več ni. Takrat smo začeli, od takrat naprej se je pa kar intenzivno dogajalo. Otvorili smo novo turistično pot, Maribor 850, otvorili smo eno čudovito razstavo na vrhu piramide, ki si jo lahko ogledajo vsi, ki tja gredo, pa mogoče gospa Gulič potem v nadaljevanju kaj več o tem, ker ste tudi sokrivi za to, da imamo to razstavo danes tam. Potem smo imeli en zelo simpatičen koncert Feel the Phil Collins Tribute Show na železniški postaji oziroma tik pred njo na parkirišču pred železniško postajo. Namreč železniška postaja predstavlja točko merjenja nadmorske višine mesta in temu primerno smo pač tam naredili ta dogodek. Žal nam takrat vreme ni šlo najbolj na roko, ampak je bilo kljub vsemu kar zavidljivo število obiskovalcev. Vmes se je zgodilo še kar nekaj odličnih prireditev, med drugim tudi odličen operni večer pod zvezdami na Slomškovem trgu, kjer smo se imenitno zabavali v enem povsem novem okolju, zabavali seveda pod narekovaji, šlo je za koncert klasične glasbe, kjer so se predstavili glasbeniki šole Antona Martina Slomška ob podpori komornega orkestra. Skratka, veliko se je pravzaprav že dogajalo, no. Najbrž sem kar kak dogodek še izpustila. No. Imeli smo odlično gospodarsko konferenco, da ne pozabim, kjer smo povabili goste iz Kitajske in verjamem, da se je spletla tudi kakšna odlična poslovna vez za prihodnje, tako da smo kar na različna področja posegali. Ob tej častitljivi obletnici pa se v rodno mesto vrača tudi listina, ki je praktično kriva, da je Maribor danes praktično imenovan Maribor. To je najverjetneje, gospa Horvat, za vaš pokrajinski arhiv kar velik dogodek. Ja, res je. Ta listina se dejansko hrani v Dunajskem arhivu, tako da bo res en poseben dogodek, ko bo se oktobra vrnila v Maribor, kajti v Mariboru je tudi nastala
in bo potem na ogled, in sicer zato, da bi čim več ljudi jo lahko prišlo gledati, bo na ogled v Slovenskem narodnem gledališču oziroma tam v Preddverju. Moram reči, da Dunajski arhiv je tudi zelo natančen glede klimatskih pogojev in ostalih varnosti, ki jih moramo pač zagotoviti ob tej listini. Listina je napisana na pergamentu, tako da to zahteva tudi malo večjo vlažnost, tako da bo v posebni vitrini razstavljena in bo od 17. oktobra naprej približno en mesec tam na ogled postavljena. Pred kratkim so išle tudi faksimile listine. Zakaj pa je tako pomembna? Kaj praktično sporoča? Ja, ta listina v bistvu je zaradi tega tako pomembna, ker z natančnim datumom je datirana in omenja tudi, torej ne mesto Maribor, ampak grad. Grad, po katerem je tudi mesto kasneje dobilo ime. Tako da tu je potem tudi meni se zdi zanimivo, da je dejansko bila na gradu, na piramidi izdana. Ottokar III. Je izdal, on ni tukaj živel, ampak je bil v bistvu na poti skozi Maribor in je ob tej priložnosti tole listino izdal v prisotnosti svoje žene in otroka, ki je bil takrat, mislim, da 1 leto približno star. No, zanimivost mogoče tudi, da je Ottokar še istega leta umrl na Silvestrovo, je zbolel in je umrl, tako da se z njim oziroma z njegovim sinom, ki pa je tudi ostal brez otrok, se je v bistvu ta linija zaključila. Na listini pa izstopa tudi pečat, če jo tako pogledamo. Ja, pečat je dobro ohranjen, kar moram reči, pri nas v arhivu tudi hranimo številne listine, sicer nobene tako zelo stare, ampak številne so tudi brez pečatov. Ti pečati so nekako izpostavljeni čisto fizično, kot viseči pečat se zgodi, da odpade, ampak ta pečat je očitno, vsaj glede na ta posnetek, res odlično ohranjen. Prikazuje jezdeca, torej konj se lepo vidi in ta jezdec ima v roki ščit. Zanimivo je, v literaturi sem zasledila, da je na tem ščitu bil upodobljen torej že ta štajerski panter, ki se še danes nekako uporablja za grb, oziroma ki ga je kasneje potem so ga vzeli kot svojega, tako da nekaj posebnega. In ta slavna listina, gospa Strmšnik-Gulič, je bila podpisana prav na piramidi. In za piramido bi lahko rekli, da je kraj, ki vas praktično zasleduje že vse življenje. Brez vas sploh ne bi vedeli, da je grad na piramidi resnično obstajal. Kako ste pa sploh prišli na idejo za raziskovanje gradu in kakšno vezo ima z nastankom Maribora? Ja, pravzaprav sem kriva za veliko stvari, ugotavljam. Ja, leta 1985, takrat je bila občina Maribor-Rotoš, in so nekako nam naročili, da naj preverimo, če so na gradu kakršnekoli ostaline oziroma kakšne so in v kakšnem obsegu so ohranjene. Mi smo se takrat podali zelo optimistično, dobili smo grupo zapornikov, naša ekipa iz zavoda in smo seveda pričeli s samimi deli. Takoj so se pokazale prve ostaline, takoj pod rušo. Teren je bil čisto zapuščen, travnata ruša, videl se samo vodnjak, bilo je precej neugodno delati, takrat so gor živeli še predvsem modrasi in posamezni izletniki, bolj ali manj klošarji. In mi smo se takrat pač lotili zelo veliko potezno in smo skušali odkriti pravzaprav celoten obseg tloris tega gradu. To nam je do neke mere uspelo, čeprav je bilo naročilo čisto drugačno, da ne samo ugotovimo, je ali ni. V virih je sicer izpričano na Višerjevi fotografiji oziroma paklorezu, vendar to je mlajša faza, najmlajša dejansko. Kaj se pa prej dogajalo, se pa dejansko sploh nikoli nič ne vedelo, ni bilo nikoli upodobljeno. Samo ta omemba listine je bila, ki jo imamo danes tukaj, in drugega pa nič. Samo izkopavanje je pritegnilo zelo veliko pozornost širše in strokovne javnosti. Pravzaprav takrat arheologija še ni nikje obvladala tega kasnega obdobja v arheološki stroki, se pravi visoki srednji vek, nikakor pa ne potem srednji in mlajši, ampak potem se je to zdaj se prelevilo in zdaj pravzaprav obvladujemo celotno se do Tita. In tako smo pravzaprav začeli s temi sondiranji. In
odkrivanje teh ostalin in potem je nekje ostalo na tej točki. Mi smo svoje delo opravili, dogovorili smo se za nadaljevanje del, ker so bili tako pomembni rezultati, vendar potem so bile razmere popolnoma drugače, prišla je zima, mi smo šli na druge terene in potem je počasi prerasla nazaj trava in je vse nekako do leta 2010, ko so se začeli zopet pogovori najprej v okviru EPOK-ja in potem je pristopila občina s svojo idejo in vizijo, da se pravzaprav ta dela nadaljujejo. In kakšno vezo ima grad na Piramidi z imenom mesta Maribor? To je bil grad v Marki. To je bilo takrat največje zemljiško gospodstvo v Podravski Marki in ta grad, Castrum, pravzaprav utrdba, je bil mejni grad, Marburg. In pod tega ima tudi ime. In po tem gradu je potem pravzaprav pod njem, ko je začelo nastajati mesto, nekje ob Brodu, in je potem dobilo tudi ime. Prav zaradi tega je ta Marburg, ta grad na Piramidi, Castrum, utrdba, tako pomemben za zgodovino Maribora. In prav z 850-letnico najverjetneje želite približati tudi zgodovino Mariborčanom. Pa kaj mislite, poznamo meščani zgodovino našega mesta? Recimo, da sem optimist in rečem, da vsaj v grobem ja. Ne? Zakaj bolj detaljnega, pa kot ste že sami rekli, si želimo, da bi tudi s temi našimi letošnjimi dogodki pripomogli k temu, da se zavedamo svojih korenin, ker ne nazadnje samo na tak način lahko uspešno zremo v prihodnosti in na nek način ponosno pokažemo svoje mesto tudi vsem, ki prihajajo sem. No, pa da ne bomo le govorili o tem, ali Mariborčani poznajo zgodovino našega mesta, smo se odpravili še na Mariborske ulice in mimoidočim zastavili kratek kviz o starosti, imenu in nastanku Maribora. Pa poglejmo, kako so se odrezali. Veš morda, koliko let letos praznuje Maribor? Mislim, da je zdaj 850. obletnica. Približno, sigurno 100 pa nekaj let. 2014. 850 let. Ne bi vedel točno, vem, da je šteje to, da je v srednjem veku nastal. Mogoče veš datum? Sicer zgodovino se učim zdaj, ampak nisem vedel točno za Maribor. Bom pa neko številko rekel, no? Letnico. Sam sem osramotil pred kamero, no? 1500, je toliko? 1164. 1164, nisem vedel, hvala lepa. 800, ne vem, od 10 ali koliko. 850. 850, ja. Častitljiva obletnica, dogodki. Ne. Ne vem. Ti veš? Niti ne. Ja, ne vem. To pa ne bi vedel. 850 let. 850 let? Tako dolgo smo že tukaj? Očitno. Pa veste, kako je Maribor dobil ime? Ja, po avstrijskem imenu, ne? To je Marburg. Ja, prvo je bil Marburg, ne? To bo pa nemško, koliko vem. Po gradu na Piramidi, če se ne motim, po Marburg se je prvo imenoval. Ja, pa je nekako, ne vem, v Maribor to nastalo vse skupaj. Marburg, ne? Ja. Odkot? Po družini Marburgi, v bistvu, kaj so bili plemiči ali nekaj takega, ne? Kaj pa za grad na Piramidi si že slišala? Ja, sem imela referat o tem, te pa vem. Ja. In kako se je imenoval grad na Piramidi? Pred 2 letoma je bil referat. Več gradov je tu okrog, tako da so vsi bili povezani bolj ali manj med seboj, ne? Ne bi vedela, res. To pa je dobil ime po nemškem zgodovinskem srednjem mestu Marburg, ki je se pozneje pač nekako spremenil v Maribor. Ne vem točno katerega leta. Iz imena Marburg, kar je pomenilo, kak je pomenilo, Marburg, to je bil gradec, potem pa so spremenili za Maribor, zakaj ni bil Mar und Bur, ne? Ni bil pravzaprav, ker so potem poslovanili to ime, ne? In potem je prišlo Maribor. Kaj pa grad na Piramidi, ste že kdaj obiskala, ste slišala za grad na Piramidi? Ja, to pa sem slišala. Ima kako vezo z Mariborom? Ja, nekaj je bilo povezano, to je tuneli, pa to ne. Skrivni hodnik? Ja. Tam je bil včasih grad na Piramidi, ki je bil s tunelom povezan z Dravo. In tu tunel pa bil zato, da so lahko bežali pred Turki, ne? Če so jih napadali. To, ko smo se v šoli učili. Ja, tako, drage dame, kaj pravite?
Če začnemo kar z vami, gospod Strmčnik-Gulič, skrivni hodnik očitno ne gre z glav Mariborčanov. Ja, ta skrivni hodnik buri pravzaprav domišljijo Mariborčanov, ampak je zanimivo, da ne samo tega prebivalstva, tu pravzaprav so skrivni hodniki nekje v vseh gradovih naj bi bili. Vendar mi smo tekom raziskav odprli tudi vodnjak, cisterno. Iskali smo ta hodnik zelo, vendar ga žal nismo odkrili. Vendar mogoče pa je vseeno, ki pustimo možnost. Kaj pa pravite na samo znanje Mariborčanov? Ja, to sem pa res razočarana dejansko. O gradu in izkopavanjih se je ogromno pisalo tudi v medijih, zelo so se potrudili vse mogoče TV hiše, vse mogoče dokumentarci, večer vsak teden približno in ne morem verjeti, da tega ne poznajo. Vidimo, da so tukaj le bili dijaki, gimnazijci, ki bi dejansko pričakoval, da bi vsaj, in sigurno so to Mariborčani, in bi pričakovala, da bi vsaj poznali svoje mesto, vsaj ime, odkot izhaja, vse tiste grobe odrise, ne da pa se takole sprenevedajo in skušajo vedeti, vendar se vidi, da jim zmanjka veliko znanja. In je verjetno, da se tudi kot gimnazijci, in moram pokarati tudi malo profesorje, da jih nekako ne poučijo, da jih ne povedejo na piramido, da jih ne seznanijo s temi odkritji. To je v 1 uri bi bilo to vse opravljeno in bi bili ponosni. Jaz ne verjamem, da bi v Ljubljani bili isti rezultati, če bi spraševali za ljubljanski grad. Tako da moramo biti kar kritični do tega neznanja. No, to bi bila zanimiva raziskava. Kaj pa vi pravite? Jaz moram priznati, da sem bila pa pozitivno presenečena nad iznajdljivostjo teh dijakov. Ne, absolutno se strinjam s tem, da bi tudi zaradi tega, kar sem tik pred anketo povedala, zaradi tega, da bomo lahko ponosno pokazali svojo zgodovino naprej, morali vedeti vsaj te osnove, in se tudi tukaj strinjam, bi jih morali profesorji v osnovnih in srednjih šolah bolj približati učencem in dijakom, ali pa jih vsaj bolj držati pri testih na teh vprašanjih. Gospa Horvat, vaše mnenje? Jaz pa moram reči, da sem presenečena, da jih je še kar dosti pa pravilno odgovorila tudi o starosti, ki je pač neka številka, mogoče, ne vem, ki ti lahko gre iz glave. Tako da v samem imenu mesta, mislim, da so vseeno večinoma vse povedali, da je iz nemškega. Očitno ljudem ni jasno, kako bi iz Marburg nastalo Maribor, ampak dejansko je bilo vmes še kar nekaj transformacij, različne zapise najdemo tudi pri nas v arhivu tega imena in potem je nekako tako tudi prišlo do Maribora. Tako da, ne vem, meni se niso zdeli tako slabi rezultati. Da pa ne bomo ostali samo pri tej listini iz leta 1164, vaš arhiv hrani še kar nekaj zanimivih drugih listin. Ja, seveda zelo dosti različnega gradiva hranimo. Moram poudariti tudi, da nismo samo mestni arhiv, da smo pokrajinski arhiv. To pomeni, da hranimo gradivo iz severovzhodnega dela Štajerske, iz Prekmurja in iz Koroške, ampak danes seveda več o Mariboru govorimo, ampak toliko, da ne bi napačnega vtisa dobili. Marsikdo nas namreč sploh ne pozna, nahajamo se na glavnem trgu 7 Mariborov, kar pogosto moram reči, da nas zamešajo arhiv, torej zamešajo z muzejem. Jaz vodim v arhivu tudi te šolske skupine, ki k nam prihajajo in potem sprašujem otroke, kakšna je kaj razlika, in vidim, da nič kaj ne poznajo zadev, tudi pa odrasli. Moram reči, da je to kar eno tako tudi pomanjkanje znanja, ali kako naj rečem. Drugače gradivo, ki pa bi ga danes poudarila in ki bo tudi namreč tale listina, ki bo prišla iz Dunajskega arhiva, bo na ogled, kot sem že rekla, v Slovenskem narodnem gledališču. Medtem bomo pa pripravili skupaj tudi eno spremljevalno razstavico v prostorih pokrajinskega arhiva na glavnem trgu 7, kot sem rekla, in tam bi predstavili nekaj takih dokumentov, ki so pomembni za mariborsko zgodovino. Nimamo res nobenega tako starega, kot je tale, ampak nek tak pregled skozi stoletja bi pripravili. Tako da bo to se tudi mogoče videlo, kako so se listine spreminjale skozi leta. Skratka, pestro bo letos pri vas. Ja.
No, grad na piramidi in prihod listine pa nista edina dogodka povezana z 850-letnico mesta. Osrednja proslava se obeta jeseni, nekaj zanimivosti pa boste lahko obiskali že v poletnih mesecih. Čeprav večina turistov v Mariboru obišče Lent, Staro trto in center mesta, pa se ob 850-letnici prve pisne omembe Maribora tako obiskovalcem kot tudi domačinom obeta obuditev številnih zanimivih, a morda že nekoliko pozabljenih kotičkov mesta. Najbolj zanimive, bom rekla, tako za meščanke in meščane našega mesta, kot seveda tudi nadgradnja za vse obiskovalce našega mesta, je trasiranje poti 850 let Maribor, od piramide vse do Koblarjevega zaliva, z dvema seveda različnima potnema do 2 uri, tako da lahko res vsak obiskovalec in pa seveda naši domačini si po tej poti tudi ogledajo znamenite točke našega mesta, kaj je cilj tega projekta. Vsi živimo v tem čudovitem mestu ob Dravi, ampak mislim, da o njem sami domačini veliko premalo vemo. In na teh poteh, kjer jih seveda spremljajo tudi vodniki, lahko ljudje sami pripovedujejo kakšne zgodbe o našem mestu in s tem želimo obogatiti našo ponudbo, hkrati pa dvigniti zavest Mariborčank in Mariborčanov o prepoznavanju tistih ključnih elementov, ki jih naše mesto ima. Druga zadeva je seveda aktivno vključevanje druge ponudbe, tako Čevljarčkova pot, ki jo delamo skupaj z Zvezo prijateljev mladine in tudi v sklopu 850-letnice pot bo zaživela v septembrskem mesecu. Potem je tukaj še tudi želja po ponovni obuditvi čolnarjenja na Ribniku. Nenazadnje Zavod za turizem Maribor-Pohorje pa v letošnjem letu tudi ob 850-letnici v jesenskem času otvarja novo podobo hiše Stare trte z talnim mozaikom, kjer bomo skupaj seveda z umetnikom, ki izdeluje ta arhitekt, podarili mestu novo podobo, tudi z podobo Drave v hiši Stare trte in glede na to, da bo mozaik imel več kot 1 milijon kamenčkov, mislim, da je to tisto, kar potrebujemo. To se pravi, zbiranje kamenčkov v prepoznavnost mozaika turizma v našem mestu, da smo ponosni nanj mi domačini, ki tukaj živimo in seveda tudi kar veliko informacij lahko vsak od nas poda turistu, ki je tako kot samostojni popotnik po mestu, kot seveda tudi skupinam. Poleg tega se lahko podate tudi po stopinjah Nikole Tesle, ki je pred 135 leti kratek čas bival v Mariboru. Obiščete razstavo starih mestnih razglednic in fotografij v Vetrinskem dvorcu ali pa se preprosto izgubite v starih mestnih ulicah in skritih dvoriščih, v katere niste zavili že od otroštva. Je tako, gospod Ljubljanček-Pehant, kar nekaj dogodkov se obeta, tako konec poletja, kot čez poletje, pa tudi jeseni. Kaj vse nas še čaka? Ja, praznično nadaljujemo in stopnjujemo proti oktobrskemu velikemu dogodku. Torej, nekaj je bilo v prispevku že omenjenega, zelo dobro sodelujemo z Zavodom za turizem Maribor-Pohorje in s številnimi drugimi, kot sem že prej povedala. In ta Čevljarčkova pot bo po mojem ena tistih lušnih poti po mestu, ki jih bodo lahko obiskovali ali družine, ali bodo se na pot podali sami otroci, ki bodo lahko reševali zgibanke oziroma uganke in na tak način sami iskali znamenja naprej. In to bo nekaj, kar bo Mariboru ostalo tudi po prazničnem letu. Potem načrtujemo dneve Nikole Tesle skupaj z EKTC-jem, se pravi z Evropskim tehničnim centrom. Hvala za pomoč. In uspelo se nam je dogovoriti v srednjih šolah, da bomo imeli tehnično naravoslovni dan, tako da si bodo v enem dnevu mariborski srednješolci lahko v okviru svojega učnega programa pogledali, kakšno je bilo življenje Nikole Tesle v Mariboru. Potem bomo z osnovnošolci pripravili projekt Vetrnice za mir, kar se mi zdi tudi luškano, da to nadaljujemo, tokrat na tematiko Maribora ob 850-letnici in seveda velika slavnostna akademija, ki se obeta tik pred Borštnikom 14. oktobra in upam, da bomo takrat 14. oktobra po tej slavnostni akademiji lahko tudi naredili slavnostno otvoritev razstave listine, ki jo pripeljemo iz Avstrije skupaj s pokrajinskim arhivom, kar se mi zdi še posebej vredno. Gospa Strmčnik-Gulič, piramida, če se vrneva nazaj, smo slišali, da Mariborčani praktično bi lahko preko teh poti boljše spoznavali svoje mesto. Je takšen edinstven arheološki pa tudi turistični prostor. Slišali smo nekoč, da bi naj bil tam postavljena rekonstrukcija gradu, pa gondolo so omenjali, pa še kakšen visokoleteči načrt je bil. Kaj pa vi mislite, bi bilo najbolje narediti z ostanki gradu? Ja, glede na to, da so zdaj pravzaprav že vse ostaline konzervirane
in pripravljene, nekje je podlaga za nadaljnja dela. Potrebno je vsekakor razmisliti o uporabi tega prostora. Se pravi, to gre za kulturni spomenik izjemnih razsežnosti. Tu je bilo vloženega zelo veliko dela, veliko volje in veliko idej je pravzaprav bilo že realiziranih. Sedaj je potrebno to pač dejansko udejanjiti. Predvsem je potrebno tematsko vodenje, strokovno tematsko vodenje enkrat tedensko na tem gradu. Potem se lahko pedagoške ure odvijajo na tem, se pravi, učni načrt je treba prilagoditi, da bo dejansko vsi učenci in študentje oziroma dijaki pravzaprav na licu mesta spoznavali same korenine mesta in se spoznali z samim načinom dela, s samimi najdbami in z pomenom teh najdb. Potem treba urediti pot, da bo dostopna tudi prizadetim ljudem in predvsem za intervencijo na tem področju. Potem nujno je potreben manjši lokal nekje, da se lahko ljudje okrepčajo, ker vemo, ko smo delali, to je dnevno prihajalo gor 300-400 ljudi, vse zelo zanima, vsi so zelo radovedni, vsi so spraševali in dejansko je to grad, ki bo pravzaprav izziv, ne? Bodoče turistična točka, ki je pravzaprav doslej bila neizkoriščena. In je zdaj pravi čas v okviru te slavnostne obletnice, da se pravzaprav to nadaljuje in se veliko potezno zastavi in tudi realizira. Mislim, da so Mariborčani, jaz sem že vodila ogromno skupin, so vsi zelo naklonjeni tem najdbam in predvsem lokacija sama je izjemno pomembna. Vemo, da je tam tudi energetska točka, ki se vije iz Belvija, vse preko piramide je naprej. In ljudje to poznajo in to tudi koristijo, čeprav to še nekako ni prišlo v javnost. Predvsem pa mislim, da je treba to mesto imeti še naprej rad, promovirati ta del in ga skupaj ne pozabiti na vinsko trto, na vinorodni okoliš. Se pravi, da je treba v okviru stare trte, mestnega parka Treh ribnikov, to je pot, ki se lahko dejansko tudi po tej obletnici vsakodnevno koristi. Nikakor ne smemo pozabiti, da je bil takrat na tem grajskem, na Šlosbergu, kot se takrat imenoval, eden najstarejših vinogradov. Žer Ulrih III, se pravi, je pečatil s tem pečatom, ki smo ga odkrili tekom samih izkopavanj, pravzaprav okrog leta 1950 je bil priča pečatenju, ko so ta vinograd podarili Žičkemu samostanu. Se pravi, da je v virih potrjeno in izpričano, da je že v tem času takrat na tem Šlosbergu stala oziroma rasla vinska trta. To je treba koristiti. Tekom izkopavanj smo odkrili tudi klet, ki je prav gotovo služila takrat tudi v te namene shranjevanja vin in bi jo lahko pravzaprav sedaj ni veliko posegov rekonstruirali oziroma samo prikrili, na kaki način je pač treba narediti konzervatorski načrt, pristopiti k samim delom in mislim, ne smem pozabiti, da je treba urediti tudi razstavni prostor, ki je bile razstavljene vse te najdbe iznotraj učna delavnica in dejansko bi tako pravzaprav lahko grad vsakodnevno zaživel. Torej imamo možnost, da nam uspe. Ja. Jaz sem prepričana. Ja, hvala lepa vsem trem in želim vam veliko uspeha ob 850-letnici Maribora. Hvala lepa. Vas, dragi gledalci, pa vabim, da se tudi vi udeležite katerega izmed prihajajočih dogodkov in tako počastite 850-letnico prve omembe Maribora. Ne nazadnje, brez Otokarja III. Gradu na piramidi in vztrajnih Mariborčanov našega mesta, pa tudi nas tukaj ob Dravi najbrž ne bi bilo. Pa lahko noč.